Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Danes bomo govorili o sobivanju, nadvse zanimivi in še kako aktualni tematiki, s katero se zdaj že nekaj časa ukvarja tudi Sanja Lončar, ki je danes v moji družbi, in to z veliko strasti, kaj ne da? Ja, seveda, to je tema prihodnosti, ja. Ravno, ko sva se midve slišali, ko si pravzaprav omenila, da te to zanima, pa sem jaz osebno slišala zgodbo treh prijateljic po 60. letu, ali pa dobro, ena je 55 recimo, in so se dogovarjale. Zdaj smo postale same v zelo veliki hiši, kaj če bi dve prodale, pa da gremo skupaj živeti v eno, pa sem rekla, pa to je fantastično, na takšen način bi dejansko se majčkeno mogli začeti malo bolj fleksibilno razmišljati, kajti statistika govori o tem, da smo Slovenci precej zaprti, kaj ne da? Ja, to ni samo subjektiven občutek. OECD delo statistike, v katerih mi smo res nekje na vrhu svetovne liste po nezaupljivosti. 18% Slovencev je rekel, da zaupa drugim. Statistiki nas gledajo, lahko rečejo, pa to sploh ni malo, vsak peti, ampak recimo eni tradicionalno nezaupljivi Švicarji, pa pri njih 52% ljudi bi vam dalo ključ od stanovanja, v Sloveniji pa ni šanse. Po drugi strani recimo imamo pri nas 2/3 ljudi živi v svojih hišah, smo v samem svetovnem vrhu po številu lastniških hiš, čez 60%. Recimo v primerjavi z nami, bogi revni Švicarji, tam je samo 5% ljudi, ki imajo svojo hišo. Tudi recimo Nemčija, druge dežele, tam povprečje se giblje nekje okrog 30 in vem, da to mogoče enim ne bo pesem za ušesa, če rečem, bolj revna je država, večji fetiš je hiša, večja potreba je, da sem svoj na svojem, prvo štalca, potem kravca. Torej, tle nekako so tudi zgodovinske okoliščine bile take, da so temu botrovale, ampak dejstvo je, da mi zdaj imamo 2/3 ljudi v hišah, 1/3 gospodinjstev, enočlanskih, vsako leto, hitreje se staramo kot Evropa, poprečno starost naših, ki živijo v gospodinjstvih, je čez 43 let in jutri nas čaka problem revežev, ki zmrzujejo v svojih velikih bajtah. To ne more rešiti nobena politika novih domov za ostarele, starostne oskrbe. De facto ljudje v Sloveniji so naredili hiše, ki jim bojo požrle vse, kar imajo, pa zato, ker imamo tako, kako bi rekli, gradnjo, ki je razpršena, seveda nihče ne more brez avta, tako da ko se štejemo, hiša in avto v povprečju pojejo polovico družinskega proračuna. Kar zelo vpliva na to, kako kakovostno zares lahko živimo. Sanja, kadar govoriva o neki problematiki, ki se mogoče ne zavedamo ali pa jo ignoriramo, zmeraj pol začneva govoriti tudi o rešitvah. Ja, seveda. No, rešitev je v sodelovanju. Mogoče je to lastnost, ki jo bomo tle v Sloveniji morali začeti bolj intenzivno prakticirati. Se pravi, v sodelovanju, da se zgradi kaj, več domov za ostarele ali kaj? Jaz sem bila v veliko domovih za ostarele in lahko rečem, da ne vidim rešitev v tej smeri. Sploh ta način, ta organizacija bivanja starejših ni narejena po meri ljudi, narejena je po meri inštitucij in tudi, če je shumaniziramo največ, kar se da, to bo še vedno samo en slab in zelo drag približek. Tisto, kar poznajo v Skandinaviji, tisto, kar torej ne odkrivamo toplo vodo, to ljudje počnejo že 30-40 let, zdaj pa samo prihaja v ospredje, to je sobivanje. Ne sobivanje v smislu varovanih stanovanj, kot si eni predstavljajo, kot ekstremno drago obliko namestitve, ampak sobivanje v smislu, da 5-6 ljudi skupaj v nepremičnini, ki ne rabi stati milijon evrov, lahko organizira svoje življenje, da živijo zelo komod, ker stroški 6 oseb so enaki kot stroški 3 samskih oseb. Torej, v štartu je polovico večji standard, tudi če nič ne spremenimo. Seveda, da ne govorim o tem, da če želimo ohraniti svojo možnost individualnosti, da mi določimo, kaj bomo jedli, kako bomo živeli, kaj bomo počeli, kdaj bomo šli spat, 6 oseb skupaj bo na stran dalo zelo malo denarja in po potrebi celo plačalo profesionalno pomoč, ampak neka negovalka potem bo delala to, kar teh 6 ljudi želijo ali 8, ne pa 2/3 časa poročala ministrstvu, pisala račune, imela sestanke, se izobraževala in vse. V tem smislu je to ena čisto druga ekonomija in kakovost bivanja. In v to smer gre. To so najbolj iskane rešitve zdaj na Zahodu, nepremičninarji ugotavljajo, da to bojo najbolj iskana stanovanja
v času, ki prihaja, kdor pa pohiti, ima še več možnosti in več izbire, da se tega loti. Okay, kje se mora zgodba začeti? Predpostavljam, da se mora zgodba začeti s tem, da smo v nekem takem socialnem krogu ljudi, s katerimi bi dejansko živeli. Verjetno si ne bi želel človek živeti z nekom, ki ti gre strašno na živce. No, tako je. Obstaja zelo veliko različnih modelov v svetu. Večjim skupnostim je lažje, zato v veliki skupnosti ne rabiš biti v zelo intimnem razmerju z vsakim in se potem hitro ustvarjajo neke interesne podskupine. V osnovi je najtežje ustanoviti majhno skupnost, ker to je poroka, to je dejansko razširjena družina, Bog ne daj, da ti en pije kri od teh 6 te mine. In tudi intenzitete kontaktov v takih majhnih skupnostih so največje, ker so bolj ali manj skoraj vsak dan za mizo, v večjih skupnostih ni nujno. Tako da mi zdaj zelo veliko, tudi na Zazdravlje net je ogromno informacij, obstaja zelo veliko različnih modelov, vsak mora začutiti, kaj mu paše. Ampak tisto, kar ja ljudem predlagam, ne se usesti pa se takoj pogovarjati, da boste živeli skupaj ali ne. Tudi ko nekoga novega spoznavamo v življenju od prijateljev, ne načrtujemo takoj skupnega življenja. V osnovi je ljudi treba iskati po dejavnostih, ki nam pašejo. Tisti, ki radi potujejo, iščejo v tem krogu, tisti, ki radi, ne vem, želijo biti samo skrbni, seveda ne bo iskali nekoga, ki v življenju še ni pridelal svoj list solate. Torej, nekako, če smo tam, ker se dogajajo stvari, ki nas zanimajo, je najboljše, da se potem tam samo te neke aktivnosti nekako povezujejo, dvigajo na višji nivo. Recimo v Škofji Loki zdaj ravno začenjamo en takšen projekt v Zrečah. Tisti, ki se želijo priključiti, se bomo družili v samooskrbnem centru, na vzorčnem vrtu, bomo skupaj šli na kakšne potovanja, ekskurzije. Potem se pa bo videlo, koliko gravitiramo skupaj, koliko ne. To se ne sme delati na silo, to ne more neki socialni delavci izpolnjevati, ne vem, ženitvena agencija. To ne bo šlo na ta način. Beseda komuna, ne? Po eni strani to so neke karakteristike, značilnosti komune, ampak ko slišimo besedo komuna, si predstavljamo neke hipije, ki živijo svobodno življenje, kadijo travco in igrajo in plešejo cele dni. Tukaj ne govorimo o tem, govorimo o nečemu, kar je bolj primerno tudi za starejše ljudi, potem kasneje, ali partnerja ni več, ali so samski, ali mogoče niso imeli otrok, v takšnih primerih, ali kako? V osnovi je tako, definitivno, hvala za vprašanje, sobivanje ni komuna. V komuni je vse naše. Mislim, da ljudje dobijo ošpice tle, ko govorimo o teh časih, ko je bilo vse naše, pa nihče za nič odgovoren. Sobivanje je v osnovi zelo podobno tistemu, kar mi danes že imamo, ko si lastnik enega stanovanja, ampak si tudi solastnik stopnišča, kleti, ne vem, kolesarnice in dvigala. Razlika je le v tem, da tle, ko odpreš vrata svojega stanovanja, obstaja malo več skupnih prostorov, kot so hodnik, dvigalo in kolesarnica. Torej, ljudje zavestno naredijo še prostore, kje bi se družili, ponavadi je tako. Vsak ima neko svojo funkcionalno celoto, ker je mini kuhinca, za peči kruh v krušni peči, ne vem, povabiti 20 prijateljev za rojstni dan, zato pa imajo en skupni veliki prostor, veliko kuhnjo, malo bolj opremljeno, ker se da izpeljati več aktivnosti. Eni naredijo skupne delavnice, eni naredijo skupne igralnice za otroke, pa so potem vsi otroci tam, ne pa recimo v enem stanovanju. Torej, gre za to, da imaš en svoj intimni prostor, ker so vrata zaprta, so zaprta, takrat nihče ne vdira v tvoj intimni prostor. Ko pa ti stopiš iz teh vrat naprej, potem si pa v nekem skupnem dogajanju, toliko, koliko ti paše, torej to ni tisto, zjutraj dvigamo zastavo ali zjutraj meditiramo ali delovna brigada dela, to čisto drugače funkcionira. Torej ti ohraniš malo svojo individualno, svoj življenjski slog in tudi jasno je, česa si ti lastnik, pa česa nisi. Ja. V osnovi ti si lastnik ali podnajemnik, če greš v najem, ene čist jasne individualne enote in si solastnik ali sonajemnik ene druge, recimo temu skupinske, ki jo ne moreš razrezati pa reči, savna je moja, igralnica za otroke je od soseda, ampak v tem delu smo pa solastniki. Na podoben način, kot smo danes solastniki strehe, stopnic in ostalega v stanovanjih. Predpostavljam, da bo to rešitev prihodnosti tudi za vse tiste. Zdaj, ena statistika kaže, da čez 10 let zelo malo ljudi si bo lahko privoščilo, da dejansko živijo sami, kot
kot taki. Se pravi, je tukaj nekaj, kar je odlično za socialno življenje, res ni toliko osamljenosti, vemo, da to vpliva na celo vrsto tudi zdravstvenih težav oziroma ne težav v tem primeru, in pa hkrati je tudi ekonomsko najbolj praktično. Veliko ljudi bo pred izbiro, a bojo vzdrževali sebe, a bojo vzdrževali svojo hišo. Oboje ne bo šlo. Torej, danes že, ko gledamo demografijo, ko se bova medve upokojevale, stroški bojo bistveno dražji storitev, kot so danes, pokojnine v realnem znesku bojo bistveno niže, kot so danes. In kdor tega ne vidi in pričakuje, da bo država nekaj uredila z dolgotrajnimi oskrbami, to je nemogoče. Preprosto, ker se kot družba staramo, nemogoče je, da bo 1/3 delala za 2/3 države. Torej, kdor se želi starati in živeti, ne govorimo o staranju, govorimo o kakovostnem življenju, bo moral malo poskrbeti, da njegova primarna infrastruktura živi na nek način. To je en zanimiv paradoks. Tisti, ki bojo najbolj trmasti in ne bojo hoteli niti pikco svoje individualnosti žrtvovati in bojo hoteli vsem biti edino in zveličano v pravu, ti pridejo do tega, da v trenutku, ko ne zmorejo več, jim ostane samo inštitucije, v kateri se vsi požvižgajo na njihovo individualnost. In obratno, če pa smo pripravljeni dojeti, da ni naš ego tega sveta vladar, da je veliko več tega, kar nas združuje, da obstaja enost, iz katere črpamo veliko tega in se sprejemamo, potem pa vsi ohranjamo veliko večjo možnost, da to svojo individualnost živimo do zadnjega dneva, brez strahu, da ne vem, v enem trenutku nam bo to vse odvzeto. Odlično. Nadaljujemo tale pogovor o sobivanju ali co-housing v tuji besedi izrazu. Zdaj pa dajmo preveriti aktualne dogodke, kjer mogoče spoznate svojega bodočega, kaj, cimra? Sobivalca. Sobivalca. Na polno luno vabljeni na zvočno kopel za globoko celično sprostitev s terapevtskimi instrumenti, gongi, kristalne vilice, posode in še marsikaj drugega. Vabljeni torej na zvočno kopel. Pozdravljeni, sem Edita Tomič, vabljeni na Altermed v Celju od 13. do 15.3. Jaz bom z vami 14.3. na stojnici Klepeta ob kavi, kjer bom tudi grafološko svetovala podpisovanje in pa tudi v dopoldanskem času bom imela enourno predavanje. Se vidimo! Vaš dom vas lahko podpira, lahko pa vas zavira. Kako ga urediti po feng shuju, kaj upoštevati, kako speljati spomladansko čiščenje, ki se rezultira v dobrem počutju, finančnem uspehu, v dobrih odnosih. Poskrbimo za svoj dom, naučimo se ga energijsko očistiti in napolniti s feng shui svetovalko Tanjo Blažar. Torej bo res super predavanje. Sanja Lončar je danes v moji družbi in pogovarjamo se o sobivanju, novem modelu, pravzaprav rešitvi za prihodnost, kajti zelo realno pogledamo, ali bo država poskrbela za nas, ali ne bo, kaj lahko storimo sami in kaj dejansko lahko storimo že danes. Sanja, če nadaljujeva tale pogovor, zdaj nekateri ljudje, recimo jaz tudi na stara leta trenutno gledam tako, si želim živeti nekje na podeželju, z vrtom, v objemu narave in tako naprej. Niso pa vsi ljudi tako, nekateri bi pa vendarle radi ostali v mesto, zaradi tega, ker so bolj mestni ljudi in s tem ni nič narobe. Kako je pri tem sobivanju? Bojo tukaj različne opcije, kje bi ti zdaj rad živel, ker enim pač veliko pomeni, da ne vem, gledajo čez okno, kako zjutraj grejo mladi v službo, ne vem. Ne obstajajo slabe ljudje, obstajajo pa slabe kombinacije. Torej, slaba kombinacija je, ko se pod isto streho družijo ljudje z zelo različnimi vrednotami, interesi, nameni. Torej, ni nič slabega. Eni se bojo združili, ker želijo karte in grad pa malo popivati, pa da jim nihče ne teži, ko gledajo fuzbal.
In če jih je 5 na kupu, se bojo imeli fajn, samo morajo še 6. najti, da jim kuha in pospravlja. Nekdo drug pa ravno obratno želi čim več narave, sprehodov, potovanj, tretji pa želijo, ne vem, kmetijo, samooskrbo, živalce. Torej, zelo pomembno je, da ljudje najdejo ta pravi motiv, ki jih združuje, ker v takih skupnostih, to izkušnje tudi pravijo, stvari funkcionirajo. Ne funkcionirajo, ko se združi 6 zdravnikov ali 6 učiteljev, torej ne po teh zunanjih lastnostih. Ampak življenjski slog. Tudi če rečemo 6 starejših, ni rečeno, da je to zadosten kriterij, da bi nekaj funkcioniralo. Ali mlade družine, pa lahko vsaka družina ima svojo vizijo, kako naj bi se otrok vzgajal. Torej, moramo se najti po življenjskem slogu in takrat se rešitve zelo hitro pojavijo. Predpostavljam, da bo to v prihodnosti izgledalo tako, kot danes gleda tudi v tujini že mnogo kje za partnerje, da ti izčrpen vprašalnik izpolniš in potem to logaritmi grejo sem in tja in ti najdejo best match. Mi ravno v projektu za zdravje zdaj razvijamo eno aplikacijo, ker potreba je potem, nimamo časa vsi zdaj hoditi pa si nekaj spoznavati, ker bo res neka vrsta kot zmenkarije, da na ta način se vidi, kje gravitirajo določeni ljudje, kje je več ljudi. Trenutno je zelo razpršeno. Iz vseh delov Slovenije se ljudje oglašajo k nam, ampak zelo tako, po en, po dva, nikjer pa ni kritične mase, da bi rekel, no pa tam lahko nekaj nastane, ampak hitro se to bo spreminjalo. Tako da upam, da nam bo uspelo v tem letu postaviti eno tako aplikacijo, kjer boš hitro videl, kdo v tvojem okolju je še zainteresiran, pa kaj ga zanima, pa potem videti, s kom bi se dobili ob kakšnem pikniku, čaju, dogodku ali kaj podobnega. Ali je možno, da bi sistem, da bi država rekla, pismo, tole je pa čist preveč dobra ideja, tole bo pa treba malo... Država je že par let nazaj celo dobila evropska sredstva, da je to idejo razvijala, ampak seveda tisti dan, ko so nehala kapljati evropska sredstva, zato se je tudi ta projekt končal. Torej, počrpana sredstva, ampak nobenega očitno ni bilo, da bi na pravi način to idejo peljal naprej. Upokojenske organizacije, razne združenja starejših zelo apelirajo, da gre v tej smeri. Strokovnjaki pa opozarjajo, da to, kako so si naše inštitucije to zamislile, to ne bo prav, ker mnogi bi te co-housinge radi pridružili domovom za ostarele, jih imeli kot neke vrste teh skupnosti starejših, ampak če bomo to na ta način organizirali, kot zdaj razmišljajo, to ne bo nič cenejše, kot je trenutna oskrba. To bo samo ena še deluxe oblika oskrbe. Verjetno bo tudi to nastajalo, ampak nihče ne rabi čakati državo. Hočem povedati, mi v Sloveniji imamo višak nepremičnin in manjko povezovanja in medsebojnega sodelovanja. Če rešimo software, hardware že imamo. Ok, odlično. Torej, ni potrebno nobene novogradnje oziroma novih naselij, novih karkoli, lahko se porabi tisto, kar je. Verjetno nepremičninarji bojo tudi zavohali, da stvari grejo v to smer, ker v tujini, posebej v velemestih, posebej za mlade, so to najbolj iskane oblike nepremičnin. Se pravi, tudi za mlade, da več družin? Človek dela od jutra do večera, pride sam in noče gniti v svojem stanovanju, raje stopi van iz stanovanja v neko skupno dnevno sobo, kuhnjo, z nekom poklepeta. Ta Facebook je ljudi toliko odtujijo, da zdaj iščejo takšne načine, da sploh se učijo socialnosti naprej. Tudi zaradi tega je to postalo vse bolj popularno. Wow, zanimivo. Se veselim. Zame bo po moje, ko bom jaz v tistem času, bo to nekaj povsem samoumevnega. Ja, do takrat tega bo v Sloveniji na stotine. Odlično, evo, fajn. Ta prvi pa realno gledano že lahko to razmišljajo kot neki realni rešitvi v nekaj letih? Ja, poznam ljudi, ki že tako živijo, samo ne želijo, da se o njih piše, pa da jim nekdo skozi hišo hodi pa gledati, kako oni živijo. Vsak, ki je malo sejal pa izračunal, zakaj bi ena oseba plačevala priključke na vodo, grela prazno bajto, priključke, ne vem, za televizijo, za internet. To je lahko strošek, ki ga podeli več ljudi, pa zelo lepo živijo skupaj. Odlično. Hvala lepa za to informacijo. Evo, če vas zanima kaj več, dajte še pogledati. Za zdravje je torej tisti projekt, ki omogoča tiste informacije, da se večkrat bolj konkretno pozanimate in tudi vidite, kakšne so realne možnosti. To je prihodnost in to takšna, ki je dejansko koristna za človeka, prijazna do narave in do vašega življenjskega sloga, pa tudi do denarnice na koncu koncev.